Krožna in položna pot je primerna za vse obiskovalce, od najmlajših do najstarejših. V celoti poteka po gozdnem rezervatu Jezero, kjer ne gospodarijo z gozdom, pravi Tina Kotnik s kočevske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Tako da ob poti je ljudem, se pravi, na voljo predstavitev orla belorepca v vsej njegovi lepoti in pa, se pravi, vsi procesi naravnega razvoja gozda, od, se pravi, začetka rasti dreves in gozda do njihovega propada. Pot so pravzaprav nadgradili, saj je tam že prej obstajala ozka stezica. Pot smo podaljšali za več kot 200 metrov. Ob sami poti so postavljeni tako didaktični pripomočki kot informativne table, ki povedo oziroma predstavljajo orla belorepca. Sama pot pa se na koncu, torej na skrajni točki, zaključi z prelepim razgledom iz opazovalnice v obliki orlovega gnezda. Gnezdo orla belorepca na Kočevskem je bilo sicer prvo odkrito gnezdo te enkratne živali v Sloveniji, nadaljuje Tina Kotnik. Od, se pravi, 30 let nazaj tu živi en par orla belorepca, drugače pa v Sloveniji nekje, se pravi, ta številka se giblje med 8 do 11 parov. Gre za vrsto, ki je redka zlasti v Sloveniji, pa pravi Primož Prijanovič, prav tako sodelavec kočevske območne enote Zavoda za gozdove. Zdaj v tem evrazijskem prostoru ni tako redka. Reški par smo pa zadnji 2 leti res opazovali. Imamo tudi izjemno srečno leto in sicer 2 uspešno vzrejena mladiča, ki sta po zadnjih podatkih odletela že iz območja Reškega jezera. Kako pogosto lahko orla belorepca dejansko opazimo, če se sprehodimo po tej učni poti? Zdaj po sami učni poti ne vem. Zadnja točka, ki je opazovalnica gnezdo, omogoča dober pogled na jezero, tam se ga da opaziti. Drugače pa se ga vidi, ko orl tam je skoraj vsakodnevno. Je pa res, da tudi kdaj gre. Gre na Kolpo, gre na Cerkniško in še kam in takrat seveda orla ni. Strokovnjaki ne pričakujejo, da bi se populacija orla belorepca na tem območju povečala, saj je v Reškem jezeru hrane, torej rib, premalo za več kot en par. Zato že ta par večkrat poleti do Cerkniškega jezera oziroma do Kolpe, še zlasti pozimi, ko površina jezer zamrzne. In kako plaha je sicer ta žival? Ni plaha, ima pa neko mejo, tam okrog 250 do 300 metrov, kjer še čaka, če prideš bliže, vzleti in gre drugam. Ima kakršnekoli naravne sovražnike? Super predator, kar pomeni, da je načeloma edini njegov naravni sovražnik človek. Koliko škode mu je človek že povzročil? Mislim, belorepec je vrsta, ki je na prostoru Slovenije že živela, seveda ne pred 80 leti, ne vem. Kdaj je zadnji podatek bil? 1700 pa še nekaj zadnji odstrel, torej v 80-ih pa se ponovno naseli. Orlova gozdna učna pot je sicer sestavni del širšega projekta Life Kočevsko, ki ga bodo zaključili februarja prihodnje leto, dodaja Tina Kotnik. Nekako smo si zastavili in tudi uspelo nam je, da pretežni del vseh aktivnosti, ki so namenjene tako osveščanju kot izobraževanju splošne javnosti, skoncentriramo v okolici Kočevsko-Reškega jezera. Zato tam tudi orlova pot, zato tam 3 urejene dohodne poti do opazovalnic, od koder, se pravi, je obiskovalcem ponujen razgled in pa opazovanje tako belorepca kot narave Kočevsko-Reškega jezera. Pripravili so tudi izobraževalne programe s poudarkom na gozdni pedagogiki. Otroci pa tudi odrasli spoznavajo narave s pomočjo svojih čutil in tako naprej. Možen je tudi voden ogled, za katerega se pač najavijo v turistično-informativni točki v Kočevski reki v kulturnem domu. Sicer pa lahko vsi, ki se boste morda že danes odločili za sprehod po orlovi gozdni učni poti, še več informacij najdete na spletni strani projekta Life Kočevsko.